V mirnem mestu East Kilbride na Škotskem se je v novembru 2024 zgodila ena najbolj grozljivih tragedij, kar jih je ta skupnost kdaj doživela. Za zidovi običajnega stanovanjskega bloka se je skrivala zgodba, ki je pretresla celotno državo in razkrila, kako hitro se lahko ljubezen spremeni v nepopisno grozo. To je zgodba Phoenix Spencer Horn, mladi ženski, ki je imela pred sabo vse življenje, in njenega fanta Ivana Mivana, moškega, čigar dejanja so presegla vse meje razumevanja. Preden gremo v ta true crime, sem že prej si rekla, da moram to pokazati. Kako veš, da ni več toplo? Lej te štumf. It's not summer anymore. Ok, East Kilbride je eno tako mestece, ki so ga postavili v 20. stoletju in je zelo hitro zrastel do ene mere, da je neodvisno od drugih, da bi rekel, čeprav je blizu Glasgowa, ki je ogromno, mislim, da drugo največje mesto na Škotskem, sta ločena, če vsak zase živi in ima ta polno življenje in vse možno, kar ljudje tam rabijo za preživetje. Zgleda pa tako mečken socialistično, bi jaz rekla, tako bloki mi izgledajo ful socialistični. Oni ga opisujejo kot ful lepo mesto, ampak meni avtomatično to potegne na tako, I don't like it, it's old, ne vem. Povejte vi, kaj mislite, in tudi ta zločin se zgodi v enemu izmed teh blokov, kjer sta živela naša žrtev Phoenix Spencer Horn in njen fant Ivan. Za zaprtimi vrati tega stanovanja v Glen Lee, tako se je imenoval ta območje, se je zgodil ta grozljiv zločin 21-letni mladi punci Spencer Horn, Phoenix Spencer Horn. Bila je napadena in ubita strani svojega fanta, kateremu je zaupala v stanovanju v domu, kjer bi mogla biti varna. Več kot očitno tega ni pričakovala, zato se tudi ni bolj zavarovala ali pa prosila za pomoč. Torej, očitno je bilo neko domače nasilje, katero ni dosti hitro prišlo na površje, da bi doseglo pomoč potrebno, in on jo je to noč brutalno umoril in ubil in potem naslednje dni živel, kot da se ni nič zgodilo. Še hujš, brskal je po njenemu telefonu, ko je njeno truplo zraven ležalo, je brskal po njenemu telefonu, po pornografiji, pregledal je več kot 170 različnih posnetkov in predstavljaj si poj, da si žitek zločinc, bizaren in te policija ujame še pri takem dejanju, da vidi vso tvojo zgodovino brskanja. Ker ni važno, da greš ti pod inkognito, še vedno nisi zares skrit. Razen mogoče, če bi bil toliko smart, da bi uporabil Surfshark VPN, tukaj ga jaz že dolga leta uporabljam, preprosto bi se preklopil in bi se delal, da je iz druge države in pač tega ne bi sledili. Noben torej ne more vohlet, kaj delaš online, pa ne, da podpiramo zločine. Sem tako, kako so vsi tako stupid? Surfshark VPN je sponzor tega videa in omogoča vam absolutno privatnost na internetu. Noben ne more slediti tvojim stopinjam in najboljše je to, da lahko za enim računom, kar prijaviš vse možne naprave od vseh tvojih kolegov, prijateljev, družine, poleg tega, ker vam je najbolj všeč, odklene celotno Netflix bazo serij in filmov, ogromno takih, ki jih v Sloveniji sploh ni, samo sanjate v njih. Pa še en tak zanimiv bonus je, da si lahko priskrbiš cenejše hotele, karkoli prek Bookinga, ker prva, če se vpišeš v tisto državo, v katero dejansko hočeš potovati, boš dobil malo cenej. Če pa dodaš naprimer še Surfshark One, boš pa zraven tega paketa dobil tudi naprimer Surfshark antivirus. Če želiš svojo online zasebnost dvigniti na next level, klikaj na linke spodaj v opisu videa, tako kot vedno vtipkaj kodo Alenka, da dobiš 4 dodatne mesece Surfsharka. To je to, zdaj gremo pa naprej v video. Kdo je bila torej Phoenix? Phoenix je bila 21-letna punca, taka ful simpatična blondinka, vsi jo opisujejo dobesedno kot sonce. Bila je stara 21 let, študirala je in zraven je imela 2 joba. Torej, v tem stanovanju sta bila s fantom, 2 let sta bila zdaj skupaj, bila sta še na pol honeymoon fazi, zaljubljena, in on je na polno delal, ona pa, kot pravim, študirala in potem je imela en job v gostinstvu, bila je barista, torej delala je ful hude kavice, in pa drug job v hotelirstvu, kjer je v bistvu pomagala v kuhinji, se mi zdi, in to je bila tudi nekako prioriteta. Zdaj se je majčkeno bolj perspektivno in je raje delala tam oziroma se fokusirala na delo v hotelu. To delo v hotelu je bilo tudi majčkeno bližje mogoče. Bila je polna življenja. Una punca ga hoče vse probati, ker ves čas daje ven sunke energije, pripelje neko svetlobo v prostor in tudi zanimiv kot kontrast si bila z Ivanom, ker Ivan je bil Ivan. Slišiš, da rečem Ivan, ampak Ivan. Ne vem, Ivan pač. Ewan. To je bila res kontrast. On je bil tako dark, ona tako svetla. Ampak načeloma so ljudje in bližnji verjeli, da se dopolnjujeta in a good way. Za njo je bila še ena značilnost, ki je tudi malo pomembna za to zgodbo, da je ful rada online objavljala. Bila je zelo aktivna na TikToku in že po nekaj mesecih njune zveze je začela ful veselo njune videe objavljati, koliko se ima ta rada, kakšne cute fore. Ona tudi sama sebe veliko objavljala, lip-syncala,
Tipična, res tipična 21-letnica, Gen Z-ovka, ki preprosto šera večino lifea tako na TikToku. Večinoma, vse ostalo je ni bilo tako pomembno. Evan Newen je bil torej njen fant, zdaj 2 leti. Star naj bi bil 27 let, čeprav v določenih točkah sta bila tudi 5 let samo narazen, ne 6, if you know what I mean. Upam, da veste, kaj mislim. Delal je kot poštar pri Royal Mail, torej zelo taka stabilna služba za enega 27-letnika, čisto ok. In on je bil tudi v tem šihtu dober, tako da noben ga ni smatral kot, ne vem, ti si poštar, ampak tako, res je bil priden, dober. Sodelavci so ga imeli za zanesljivega in tudi nobenih od kolegov in od ljudi, ki so ga na hitro poznali prek joba, ne bi rekel, da je bil on srhljiv, čuden, nepredvidljiv, pač noben ga ni opisoval na tak način. Kvečem na dobre načine. Je pa res, da če si šel pobrskati po njegovi online prisotnosti, kakšne forume, kakšne stare račune, kakšne njegove izjave, si prišel do zaključka, da je bil globok misoginist. Basically, da je res sovražil ženske in je to na čudne načine izkazoval. Naprimer, saj na vsake toliko časa moraš kakšnega samo malo zadaviti, pa velikokrat se je to nanašalo na ženske. Ali pa razmišljal v smislu kill or be killed, tak ful dramatičen, kao, ojoj, moč biti moški, ne vem kaj. Pozabila sem, kateri primeri so še bili online, ampak tisti, ki so se poglobili v to njegovo zgodovino, je izpadel kot največji walking red flag. In se mi zdi fuluna toksična tradicija, ki skupaj prijeta tako sonce od ženske, tako kot je bila Phoenix, vesela, polna življenja in energije in nekdo tak dark, ki ne moreš pomagati, dobesedno že vizualno zgleda, kot Yin Yang in sta se privlačila, I guess. Ona ga je v bistvu rešvala, verjetno, ker so rekli, da ona ga je zvlekla iz svoje lupine, z njo je dejansko počel stvari, zvlekla ga je v svojo družbo, v svojo družino in tudi on je počasi prerasel k srcu njenim najbližnjim in dejansko so mu začeli zaupati. Do točke, ko te v primeru videli, da so bili tudi na vezi, recimo Evan in pa njena družina. Sprav so si zaupali vsaj do neke mere. Torej, skupaj sta 2 let, point je, da se imata še vedno rada, majčkeno je še vedno verjetno ostankov te honeymoon faze, ki po 2 letih je še dokaj sveže. In tudi v bistvu ta čas, ko so se zločini zgodili, sta imela planiran zelo lep skupen večer. Ona bi oddelala svoj drug job, kot iz hotela bi šla, ta job ji je bil bližje v bistvu kot tisti barista job. In se vračala domov in edina stvar, ki je ostala ima ta večer, je to, da se podružita, pokadlata, gledata serijo ali film, pač Netflix in da bosta si naročila takeaway, to je bil njen plan. Tako najbolj klasičen, miren, cute večer. Še ena stvar pomembna pri Evanu je bila to, da je začel nedavno nazaj uživati preveč nekih substanc. Pa ne mislim samo droge. Ja, bil je addict od kokaina, torej redno ga je zaužival in pač ni želel biti brez večino časa. Druga stvar so bili steroidi, a sem prav rekla. V glavnem, špikal se je, ker očitno je tudi v fitness hodil, in pa alkohol je bil občasno prisoten, ni bila ista adikcija kot recimo kokain. In vse to ga je mogoče te zadnje dni vleklo v neko spiralo, saj kasneje je v tem govoril na sodišču, ampak tukaj tega veliko ni ven je prišlo vsem tisti idealen live na TikToku, ker se imata pač rada in je vse super. Edina stvar, kjer je to mečken ven sekal, je bilo pri Phoenix, ki je kdaj omenila svojim kolegicam, da vidi kakšne rdeče zastavce oziroma kakšne momente. A veš, ker te punce so tudi mlade že precej izobražene online, če gledaš v TikToku, že veš, česa ne sme moški početi, da se ne počutijo safe oziroma it's a no-go, a ne. In očitno čutila neke te stvari, ampak niti približen do mere, da bi se bala, da ji bo kaj naredil. Še vedno se je z njemu počutila načeloma safe. Torej, imamo 16. in 17. november, ko se je to ful baje stopnjevalo, ta uporaba kokaina, alkohola, steroidov in ko je on začel čustveno čutiti, da pada v to spiralo, da se ne počuti v redu, da nekaj ni ok. Ona očitno se tega ni toliko močno zavedala, ampak ta večer, 17. novembra 2024, deževen, beden, hladen dan. To je bil en mesec potem, sem bila jaz dejansko na Škotskem lani, en mesec potem. Ja, mrzlo že, tako, nimaš kaj drugega za početi, sploh ob tej uri se sam še noter zakople za TV. Naj bi imela ta date night in šla normalno spat. Zjutraj bi ona mogla v službo. In ni šla, ampak to ni bil prvi problem. Prvi problem je bil, da se je ona zelo redno slišala s svojo mami. To jutro se pa ni. In v bistvu mami potem že kontaktirala Evana
in ga je vprašala, kaj je, kako, kaj se dogaja, in je on njej odpisal v smislu, ojoj, ne skrb, Phoenix še spi, iskreno, včeraj sva malo zabluzila, malo preveč sva spila, malo sva se napila in v bistvu ima mačka, tako da, all good, sem to, da veš. Očitno sta bila z mami res redno na vezi, ker tudi potem kasneje je njena mami dobila sporočilo od Phoenix, iz telefona od Phoenix, nekaj v smislu, ojoj, imela sva mačka, nekaj tacga, vse je okej, pa 2 ljubčka. Že takrat je mami imela občutek, da to ni stil pisanja od Phoenix. Ampak naslednje 2 dneva, še ta dan in še en dan, sta potekala čist normalno, s strani Ivana. On je normalno skoraj živel naprej, vozil njen avto. Po mojem že veste, kam ta zgodba gre, ker na tej točki Phoenix ni več z nami. Vozil njen avto, uporabljal je njen telefon, vse to med tem, ko je njeno truplo pač ležalo tam zraven na tleh. Poleg vsega tega je poskušal kupiti kokain, ne samo da ga je poskušal, tudi naročil si ga je na dom in ves čas prek njenega telefona se je pogovarjal z drugimi ljudmi, predvsem z njeno mami. Ves čas se probal pretvarjati, da je vse okej in da je on Phoenix. Njej je to smrdelo, ni bilo logično, ker na nobeni točki ni sprejemala videokolov in klicev, razen pač sporočil, ker je bilo nenavadno za Phoenix. In tudi če mogoče mami ne bi sprve pomislila, da se je kaj zgodilo, je verjetno razmišljala, kaj mi skriva ta otrok zdaj, da se tako čudno obnaša ali pa da se ne oglaša, neki zna biti narobe. Šele 18. ko Phoenix spet ni šla v službo, je stvar ratala majčkeno neprijetna, očitno je to mami izvedela in je potem, ko je to izvedela, nagnala paniko in šla urgirati. Očitno je ful aktivno klicala Ivana, tako da je on sam prišel do točke, ko je sam poklical policijo. In tudi, ko je poklical policijo, ni sprve rekel, ubil sem jo, ampak je začel govoriti, da je imel psihični zlom zaradi uporabe 3 različnih drog, torej kokaina, alkohola in steroidov. Torej, ko je policija končno prišla, je on že stal pred vrati, ni se upiral, bil je popolnoma miren in je samo rekel, noter je, našli jo boste mrtvo. Okej, ti smo prej preskočili, ampak zdaj pa, ko noter pridejo forenziki, policija, detektivi in vse ostalo, lahko vidimo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ker je bil en najbolj grotesknih umorov v zgodovini Škotske, kdorkoli ga je preiskoval in kdorkoli je bil tam, je rekel, da je bil neznosno to videti. Ta večer, 17. očitno ne vem, kaj se je zgodilo, kaj ga je razdražilo. On govori, da je pač psihični zlom doživel, da se itak načeloma ne spomne, ampak na eni točki je jasno potem iz obdukcije, da jo je zadavil do tega, da je padla v nezavest, potem pa jo je 20-krat zabodel, od tega 10-krat v glavo. Tako da, če si sam probate predstavljati ta zločin, pač ta oseba definitivno ni prepoznavna na tej točki, to niti približno še ni vse. Tudi njena glava je bila odrezana. Torej, v kakšno psihozo bi on mogel padati oziroma kako bi se mogel počutiti, da je vse to počel. Pa to še ni vse, še vedno je potem probal naprej razkosati. Torej, dele njene telesa je pač rezal preč z 3 do 4 različnimi noži, kot da bi se hotel mogoče sčasoma znebiti, ampak se ni, pač vse je pustil tam. Telo je bilo pač tam na tleh v mnogih kosih. In zdaj, če si narišete ta prizor, da je on v tem stanovanju živel, vozil njun ali njen avto, uporabljal njen telefon, se dopisoval z mami, naročeval hrano, naročeval droge na dom, vse to med tem, ko je to razkosano truplo ležalo na tleh. Predstavljaj si ti psihično stanje te osebe. Jaz si ne morem, ne vem, kaj se je tukaj dogajalo. In ona je bila mrtva tam v stanovanju, ki je mogla biti najbolj safe z osebo, ki je zaupala. Tudi Ivan pač ni pobegnil, bil je tam, od začetka do konca je priznal vse skupaj. To sploh ni primer sodišča, kjer bi rekli, da je bila kakršnakoli sodna obravnava, ker je on sprve priznal, preveč je bilo dokazov, ni uporabljal sršek VPN-a in je bilo jasno, da ni bil samo morilec, ampak je bil tudi psihotičen in je brskal več kot 170 različnih pornografskih videov. To pomeni, če razdeliš v en dan pa pol do 2 dni, ki je to truplo tam bilo, jih je mogel na uro koliko pogledati. Naj nekdo zračuna pa napiše v komentar, pač what the hell. Primer so potem premestili v High Court v Glasgowu, torej bliz tega njunega kraja. In tudi ena izmed stvari, ki jih je on zelo hitro izjavil, ni bila skrb nič glede nje, ampak glede sebe, je rekel,
Tako bo zdaj izgledalo mojih naslednjih 25 let. Je pa tudi pravilno uganil, ker načeloma mislim, da ima 23 let brez možnosti pogojnega izpusta. Se mi zdi, da po takem zločinu ne rabi nobenega pogojnega izpusta, ker več kot očitno ni v redu v glavi. Ampak ja, tak je pravilo tam na Škotskem. Sodnik je njegovo ravnanje označil kot nepredstavljivo, kot dejanje, ki presega vsak razum. Ja, obviously. Torej, to pomeni, da tam do leta 2048 nekje bo on imel to priložnost pogojnega izpusta, ampak še zmeraj, če se ne bo obnašal, če ne bo kazal znakov obžalovanja ali pa da se je popolnoma spremenil, pač bo ostal v zaporu. Njena družina je v tej bolečini našla neko moč in so takrat organizaciji Women's Aid, ki pač pomaga ženskam do financ pa do pomoči, ki pride do domačih zlorab, do zlorab v družini, kakorkoli. In so za njih takrat zbirali denar in so tudi v zelo kratkem času veliko tisoč funtov zbrali, tako da so bili kar uspešni. Tako da ja, svojo bolečino so preusmerili tudi v bitko za nekaj dobrega. In tudi mi iz tega videa lahko potegnemo samo to ven, da ste pozorni, če kje slišite nekaj, če kje vidite nekaj, da prijavite, da policijo pokličete in tako naprej. To je največ, kar lahko potegnemo iz takih zgodb, da se dogaja in da lahko kdaj probamo rešiti. Drugače pa to za ta true crime. Podobne ideje, ki si jih želite slišati, videti, mi napišite spodaj v komentar. Preberem vse, probam čim več odgovarjati. Pardon, ker prejšnji teden ni bilo videa, bila sem na morju. Pa da ne pozabim, glede Surfsharka, klikni link spodaj v opisu videa, uporab kodo Alenka in dob Surfshark za 4 dodatne mesece. To je pa to za danes, alieni, pridni bote, radi se imejte, alien mama, out, bye bye, čau!